Peti primer bi pa navezal na še tisti tretji koordinatni sistem, ki ga mi tukaj pri osnovah uporabljamo, to je krogelni, to se pravi krogelni ali sferični koordinatni sistem. Mogoče bi vseeno, da se ne bomo zdaj s tistim vogalom in tako naprej preveč lovili. Sej, pravzaprav zadeva je takšna, kot že govorimo. Torej, tale os X, to je rečemo ob radiatorju navzgor, tole je Z os, Y os je pa tule pod tablo. In zdaj, za lažjo predstavo si včasih narišemo tudi tale oktant, to se pravi osminko, neke namišljene krogle ali kroglene lupine. Nekaj pomožnih črt, ki nam zadevo malo bolj plastično predstavijo. In to je zdaj neka točka, ki je za R oddaljena. Tole je kot teta, kot veste. Tole je kot fi. Če takole naredimo, je tole rho, pardon, bom malo usporedno s telem, takole. Tole je rho. No, in tudi tu bomo zapisali, da je pač prirastek potenciala pri izmiku iz te točke izražen s temle produktom. No, ne bi tukaj preveč, bi rekel, stiskal, sem kar semle predstavil in bomo prvič vzeli, da je premik v smeri radija. Sprav, sem v neki točki, naprimer tule, tistele vogal imam v mislih, to je premik v smeri povečanja radija, to je takole, in se tukaj pomaknem za nek milimeter, centimeter pač. No, električno polje je pa v krogelnem pač predstavljeno s temi tremi komponentami. Jaz lahko ta splošen vektor projiciram na premico, ki je nosilka daljice med to točko in izhodiščem, na to premico in še tudi na ostale. To se pravi, projiciram tudi na tole tangentno premico in projiciram na tole tangentno premico. In te projekcije so komponente našega vektorja. Pardon, tukaj sem se pa zmotil, hvala lepa. Delta L, hvala, da ste pozorni, da spremljate. Takole. Najprej se pomaknem v smeri priraščanja radija. No in seveda produkt nam da sledeče, da je to približno minus ER delta R. No, zdaj to lahko že kar skrajšamo in rečemo ER bo odvod tega potenciala po radiju. Torej, identični zapisi, kot smo jih že predtem srečali, tako da ne bi teh ovinkov delal po vseh tistih korakih. No, zdaj si v drugem koraku si izmislim premik v smeri kota teta. To se pravi, da se od te točke pomaknem v smeri priraščanja kota teta, to se pravi, da se po teli krožnici pomaknem na neko novo lokacijo. In tole je zdaj moj premik. Ta premik je pa lok na krožnici z radijem R, pomaknem se pa za nek delta phi, delta teta naprej. To se pravi, bom takole pisal nič, R
delta teta nič. To se pravi, od te točke se pomaknem navzdol po tem poldnevniku, ne? Po poldnevniku proti ekvatorju, rečemo, tako kot je narisano. No, in seveda, če to vnesem gor, se dobi, da je prirastek potencijala enak minus e teta r delta teta. No, tale zapis nas pa spominja na primer tamle iz valne geometrije, ne? Tako da tudi tukaj ne bi zdaj kaj posebej pisali. E teta je enak, pardon, malo lepše moram pisati, minus 1 z r dv po d teta. Torej, samo smiselno oznake spremenim. Zdaj, za tretji premik bomo pa pisali delta L3. To je pa premik iz te točke v smeri priraščanja kota φ, to se pravi od tukaj do sem, rečemo. Tale dolžina, to je pa dejansko log na radiju ρ. Radij ρ je pa r sinus teta. To se pravi, da bom pisal takole, nič r sinus teta, to sem zdaj zapisal ρ krat kot, za katerega se pomaknem, to je pa nek delta φ. To se pravi, tole, kar je tule, je ρ. No, in seveda, če bi zdaj zapisal prirastek potencijala, bi to izgledalo kot minus e φ krat r sinus teta delta φ. No, tudi tale zapis glede na prejšnji del table in glede na zgornje rezultira v kaj, bi kar zapisal, da ne bomo ovinkarili, to se pravi, kvocient delta v z delta φ gre v odvod, vse ostalo se pa takole pridruži samemu izrazu. Takole. Se pravi, ena, druga, tretja zadeva. In pa zapišemo v splošnem, je zdaj v sferičnem koordinatnem sistemu električna poljska jakost določena še minus 1 z r sinus teta odvod po φ. Takole. No, s tem smo pravzaprav pridobili tri možne zapise, relacije, poleg tiste prve, še tri zapise relacije med potencialom in poljsko jakostjo. Torej, ti zapisi so prilagojeni na razmere, na katere naletimo v posameznih koordinatnih sistemih. Koordinatni sistemi pa vemo, čemu so namenjeni. Da se jaz v prostoru organiziram. Moram vedeti, kje sem. In tako naprej. In kako podajam lokacijo. Torej, kratko malo, kako sem organiziran.